Gospod Nadškof, imeli ste pravzaprav to priložnost ali pa čast, da ste se udeležili tudi umestitvene maše novega papeža. Kako ste sami doživljali ta dogodek pravzaprav in s kakšnimi občutki ste se vrnili v Slovenijo? To je bil en zelo lep dogodek, z veseljem sem se ga udeležil. Z dvema besedama bi rekel preprosta lepota. Tako sem doživel, že vreme je bilo tako lepo, prejšnji dan deževalo v Rimu, potem v torek pa je bilo čudovito vreme in nekako nekaj tega odseva tega sonca sem videl tudi v papežu. Novi papež nas je pravzaprav že v uvodu, ob imenovanju navdušil s svojo preprostostjo. Lahko to preprostost pričakujemo tudi v prihodnje, navsezadnje si je izbral tudi ime Frančišek. Morda bi lahko rekli, tako prihaja iz Južne Amerike, torej iz enega drugačnega temperamenta, tudi več življenja, več čustev, več tako radosti, življenjske radosti. In če bo to prinesel v Evropo, ki je malo postarana, tako po prebivalstvu, kakor verjetno tudi v izrazih, bo zelo dobro. Ampak s to neposrednostjo bo prinesel po moje spodbude za nove oblike izražanja vere, nove oblike pričevanja, bolj življenjske oblike pričevanja, ne samo na najvišjih ravneh, ampak tudi na čisto lokalni ravni. Cerkev ali pa verniki imajo velika pričakovanja, pa ne samo verniki, tudi morda laična javnost ima velika pričakovanja, ne navsezadnje papež ima velik vpliv, ne samo na Evropo, tudi na celotno dogajanje v svetu. Tudi morda do vprašanj, ki so v preteklosti bila ali pa niso bila tako odprta, torej do splava, do tudi cerkvenega bogastva. Kako menite, da se bo po vašem papež loteval teh vprašanj? Malo je že nakazal, kako se bo loteval. Kolikor sem ga uspel spoznati tako v tem času, ker ga prej nisem nekako spremljal, lahko rečem, da je bil ves čas zelo zvest cerkvi, torej zvest nauko cerkve. Zato v osnovnih stvareh, temeljnih stvareh, tam, kjer cerkev ne more spreminjati svojih stališč, ker so od Boga razodete, tam bo ostal zvest cerkvi. Vendar pa način, kako pa bo to posredoval, pa bo verjetno nekako bolj svež, bolj blizu ljudem, tudi bolj odprt. Menite, da bo morda bolj strog do duhovnikov, ki se ne držijo načel, torej tudi do pedofilije znotraj cerkve? Tu mislim, da bo nadaljeval smer papeža Benedikta XVI., ki je v tem zadnjem svojem obdobju papeževanja zelo jasno in odločno postavil te meje in zahteve, in tudi čisto postavil tudi z dokumenti. Kaj si lahko pravzaprav Slovenija obeta od novega papeža? Slovenijo je Janez Pavel II. Obiskal dvakrat. Lahko njegov obisk pričakujemo že kmalu, oziroma kakšna bo morda naklonjenost Slovenije, glede na to, da imamo tudi kardinala Franca Rodeta, ki ga je v teh prvih dneh, se nam je zdelo, spustil v svojo bližino. Mislim, da bo do Slovenije vendarle imel nek svoj odnos, zato ker je v Argentini imel veliko sodelavcev Slovencev. Prav ožjih sodelavcev, tudi enega izmed pomožnih škofov ima, oziroma je imel Slovenca in je še vedno tam Slovenec. Tako da tudi drugi, tudi kar nekaj duhovnikov in tudi laiških sodelavcev je imel v svoji najbližji okolici tamkajšnjih Slovencev. In tudi s celotno slovensko skupnostjo, kolikor sem slišal, je imel dobre in žive stike. Zato tudi ni presenetljivo, da je kardinalu Rodeto rekel: molite zame v slovenščini. Hvala lepa. Hvala tudi vam.